Mama iz Nove Mehike se odpravi na delo na običajen četrtek, vendar nikoli ne pride noter. Vse njene stvari so tukaj v hiši, vendar nje ni in ni v njeni navadi, da se ne bi oblasila doma in s sabo vzela torbice ter telefona. Izgine, za seboj pa pusti avto, ključe, zdravila in oba mobilna telefona. Iz več razlogov mislim, da ni odšla sama od sebe. Več mesecev kasneje najdejo njene posmrtne ostanke na odročnem zvezdnem zemljišču, kjer zasebni preiskovalec odkrije pravo zakladnico dokazov. Šele potem, ko je uradno prizorišče zločina že zaprto. Mislim, da so bili vsi precej presenečeni, ko so začeli odkrivati, kar so našli. In kmalu njeno delovno mesto pride v spredje preiskave. Nekaj se je dogajalo, česar mi nismo vedeli. To je škandal, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Sierra Gillespie. Nacionalni laboratorij Los Alamos v Novi Mehiki hrani nekatere najbolj zaupne informacije Amerike. Zaupne jedrske skrivnosti, do katerih imajo dostop le tisti z najvišjim varnostnim dovoljenjem. Po poročilih, Melissa Casillas ni imela dostopa do teh informacij. Pravzaprav so ji, če lahko tako rečem, predtem celo znižali varnostno dovoljenje. Kljub temu se teorije zarote še naprej širijo, morda celo z dobrim razlogom. Ko je Melissa Casillas 26. junija 2025 pripeljala do laboratorija, ni šla v službo. Namesto tega je izginila. Meseci so minevali brez odgovorov, dokler njenih posmrtnih ostankov niso našli na zvezdnem ozemlju. In takrat so se zarote resnično razplamtele. Kako je Melissa sama prišla do tiste odmaknjene posesti? Zakaj sta bila oba njena mobilna telefona popolnoma izbrisana in tovarniško ponastavljena? Kako je to mogoče? Izkušeni detektivi so na kraju dogodka spregledali ogromno ključnih dokazov. Kaj je bil vzrok njene smrti? In predvsem, ali je Melissina smrt povezana z izginotji drugih znanih znanstvenikov? Nekaj se je dogajalo, o čemer mi preprosto nismo vedeli. Le 56 km severozahodno od Santa Feja v Novi Mehiki se nahaja nacionalni laboratorij Los Alamos. Laboratorij, ustanovljen leta 1943, stoji na planoti Pajaritos, odmaknjen od kakršnihkoli prometnih mestnih ulic ali območij z veliko prometa. Pravzaprav je Robert Oppenheimer izbral to lokacijo prav zaradi njene izoliranosti v zgodnjih 40 letih prejšnjega stoletja kot popolno mesto za razvoj projekta Manhattan. Od takrat je nacionalni laboratorij Los Alamos, ali krajše LANL, gostil nekatere najbolj odmevne skrivnosti v ameriški zgodovini, od katerih je večina tako strogo zaupnih, da javnost zanje sploh ne ve. Nova Mehika ima na splošno tak ugled. Od zasnove atomske bombe do incidenta v Roswellu leta 1947, ki je sprožil teorije zarote o vesoljcih. Mislim, celo ko pregledujem datoteke v NLP-jih vidiš. Los Alamos je pogosto omenjen. Ker bi rekla, da v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja veliko opažanj je prihajalo iz območja okoli Los Alamosa, Albuquerqueja, Nove Mehike. In niso jih opažali samo civilisti. Opažali so jih ljudje, ki so delali v Los Alamosu in so imeli, veste, izjemno ozadje na tem področju, neverjetno izobrazbo. Delali so v letalskih silah, delali so na ministrstvu za obrambo. Tako da bi rekla, ja, to je zelo znan in spoštovan kraj, ki skriva veliko državnih skrivnosti. In to odpira veliko vprašanje. Ali nam nekaj prikrivajo? Bi lahko bile skrite skrivnosti v primeru Melisse Casillas? Leta 2025 je 53-letna Melissa živela v Rancho de Tausu v Novi Mehiki s svojim možem Markom in njuno hčerko Sierro. Tako Melissa kot Mark sta delala v LANL-u in se vsak dan vozila od doma do laboratorija v Los Alamosu. Da bo jasno, Melissa ni bila znanstvenica, ampak administrativna asistentka. Tukaj je družinski odvetnik David Adams. Delala je kot administrativna asistentka v laboratoriju. Veste, ni imela vloge znanstvenice. Imela je omejena varnostna pooblastila, zato nisem povsem prepričan, do česa je imela dostop. Po besedah Lauren Conlin, novinarke LA Mag, ki je prva objavila to zgodbo, je Melissa pred kratkim izgubila del svojih varnostnih pooblastil v laboratoriju. Bila je administrativna asistentka v Los Alamosu in po poročilih naj bi imela nekaj težav pri delu. Ne vem, kakšne so bile te težave, vendar je nekaj povzročilo, da je na neki točki izgubila varnostna pooblastila.
Torej, ne vem, če njena družina ničesar ne izključuje, vendar ne mislim nujno, da mislijo, da je to povezano s tajnimi podatki, ker je izgubila varnostna pooblastila. Mislim, da bi lahko bilo, več različnih stvari, verjetno. Bila je odgovorna, za organizacijo sestankov, za dokumentacijo, da je prišla v prave roke. Ampak njena družina, vsaj tista, s katero sem govorila, ni vedela veliko o njenem vsakdanu. Moram reči, Melisa je bila, ali pa je vsaj tako kazalo po njenem Facebooku, strastna lovka. Mislim, da sta imela ona in njen mož nekoč YouTube kanal o svojih lovskih izletih in sta imela tudi podjetje. Naredila sem preverjanje ozadja in bila sem zmedena zaradi množice poštnih predalov. Vendar se je po nadaljnjem raziskovanju izkazalo, da je imela, kot rečeno, nekaj podjetij. To se bo kasneje še pojavilo. Melisina in Markova strast do lova. A ni treba posebej poudarjati, da ni jasno, do česa natančno je imela Melisa dostop v laboratoriju. In prav tako ni jasno, zakaj bi ji lahko odvzeli kakršnokoli varnostno dovoljenje. Kar pa zagotovo vemo je, da se je v četrtek, 26. junija 2025, Melisa kot običajno pojavila v laboratoriju, a zanimivo je, da ni vstopila. Po poročanju Guardiana sta Melisa in Mark skupaj vozila iz njunega doma do laboratorija, kot sta to počela skoraj vsak dan. Okoli 6:15 zjutraj je Melisa odložila Marka in rekla, da mora tisti dan delati v drugem delu kampusa. Namesto da bi šla tja, kamor je rekla, se je Melisa obrnila in se več kot uro vozila nazaj domov. Njena hči Sierra je povedala, da je Meliso videla okoli 7:45 tistega jutra. Ko je Sierra vprašala mamo, zakaj je doma, je Melisa rekla, da je pozabila službeno izkaznico. Ampak to samo po sebi ni imelo smisla. Govorila sem tudi z eno od zaposlenih v Los Alamosu. Vsa ta zgodba, da je Melisa pozabila izkaznico in se zato obrnila ter šla domov, ta zaposlena je rekla, da je tudi sama že večkrat pozabila izkaznico. Samo greš do varnostne službe in dobiš začasno izkaznico. Torej se je dogajalo nekaj, česar mi preprosto ne vemo. Tik pred 1 popoldne se Melisa odpelje do Sierrin službe, da ji prinese sendvič za kosilo. Po poročanju Guardiana je Sierra povedala, da se je Melisa zdela tiha, a nasplošno normalna. Sierra je kasneje za Dateline povedala, citiram: "Morda je bila nekoliko bolj tiha, a vseeno nič takega, kar bi me presenetilo." Le nekaj več kot uro kasneje, ob 14:18, je družinska prijateljica prijavila, da je videla Meliso, kako sama hodi ob državni cesti 518 v Novi Mehiki. Šla je proti vzhodu in nosila nahrbtnik. Ko se je delovni dan končal, je Mark čakal v laboratoriju, da ga pride iskat Melisa, vendar se ni nikoli pojavila. Nato ga sodelavec odpelje domov, kjer ga odloži okoli 5. ure. Skoraj vse doma se je zdelo na svojem mestu. Melisin avto je parkiran na dovozu. Njena 2 mobilna telefona sta v hiši, skupaj z njeno torbico, osebno izkaznico, denarnico in vsakodnevnimi zdravili. Vse je tam, kjer mora biti, z eno izjemo. Melisa je izginila. Takrat Mark pokliče policijo in prijavi, da pogreša Meliso. Ne moremo najti moje žene. Ves dan se ni oglasila iz službe, to je bilo danes zjutraj, to je bilo zadnjič, ko si me videl v službi. Moja hči jo je videla okoli 1 ure. Vse njene stvari so tukaj v hiši, ampak nje ni. In ni v njeni navadi, da ne bi poklicala domov, sporočila, kako je, ter vzela torbico in telefon. Ob natančnejšem pregledu sta bila oba Melisina telefona izbrisana, popolnoma ponastavljena na tovarniške nastavitve. Zdi se, da je bil njen telefon, moja hči pravi, da je videti, kot da je bil ponastavljen, ampak tam je, veste, zato smo preiskali celo hišo, povsod po naši posesti. Ne moramo je najti, ničesar ne najdemo in ne vem, kaj naj naredim. Avto, v katerem je bil parkiran tukaj pri hiši, ključi so tukaj, hiša je bila zaklenjena. Vse je tukaj. Razumete, kaj mislim? Torej, prišla je domov, avto je bil parkiran na dvorišču, ključi so na kuhinjski mizi. Kako ji je ime? Jaz sem Melisa Casillas. In poklicali smo bolnišnico, da bi preveril, ker mislim, veste, če ni nikogar tam, veste, sploh nikogar tazbe, ker smo mislili, mogoče, če se je kaj zgodil, pa so vse njene stvari tukaj in nihče ne bi mogel prepoznati. In vse, kar ste rekli, je bilo, da je vzela samo svoj telefon. Ni vzela ničesar, zdaj je pustila svoj telefon in vse tukaj. Vedno pa vzame svoje stvari s seboj. Moja hči je poskušala slediti njeni lokaciji, in vedno si sledita, ampak njen telefon je izbrisan. Stvar, ki je ne moremo razumeti, je, da nikoli ne bi izbrisala vseh slik in vseh informacij svojega telefona. Vsa te stvari skupaj preprosto ne držijo. Če bi Melisa prostovoljno kam šla,
zakaj bi pustila za sabo pomembne stvari, kot sta osebna izkaznica in denarnica. Da ne omenjam njenih nujno potrebnih zdravil. Že zgodaj so poročali, da je Melissa, ko je odšla, vzela s seboj zdravila za ščitnico, kodralnik za lase in zobno ščetko. Tudi jaz jemljem zdravila za ščitnico. Jemljem Synthroid, to sem že povedala. Potrebujem ga za življenje. Če želim živeti zdravo, to potrebujem. Zakaj bi torej vzela zdravilo, če bi, nameravala storiti samomor? Nekaj se je dogajalo. Dnevi se spreminjajo v tedne in še vedno ni sledu o Melissi. Njena ožja družina, mož Mark in hči Sierra, sedeta na intervju za NBC-jevo oddajo Dateline, kjer sporočita, da verjameta, da je Melissa odšla sama. Vendar ima Melissina preostali člani družine, njen oče in sorojenci popolnoma drugačen odziv. Njen mož je na Facebooku objavil izjavo, v kateri je zapisal, da verjame, da je odšla sama. In za trenutek sem temu verjela, si mislila, v redu, spoštovala bom moža, spoštovala bom družino. Ampak medtem Melissa, njena mama, njen oče, njena sestra, njena nečakinja, oni ne verjamejo, da je odšla sama. Ne mislijo, da bi obstajal kakršenkoli razlog na svetu, da bi zapustila svojo hčerko. Saj je bila hčerka najboljša prijateljica. Melissa je oboževala biti mama. Bila je čudovita mama. Ker se družina ne strinja glede tega, kaj bi se lahko zgodilo z Melisso, širša javnost ne more, da ne bi povezovala primera z drugimi pogrešanimi znanstveniki. 10 pogrešanih znanstvenikov z dostopom do zaupnih podatkov. To je že mesece glavna novica na nacionalnih medijih. Število zdaj presega ducat ljudi, ki so ali pogrešani ali mrtvi. Vsi pa so bili povezani z obrambo, jedrskimi raziskavami in vesoljem. Aprila je odbor za nadzor predstavniškega doma uradno zahteval informacije od FBI-ja, saj so želeli izvedeti, ali obstaja kakršnakoli resnična povezava med vsemi temi primeri. In s tem so se teorije zarote na spletu razširile od prikrivanja NLP-jev do vohunjenja tujih obveščevalnih služb in načrtovanega napada iz Rusije ali Kitajske. In čeprav nič od tega ni bilo dokazano, se še vedno pojavlja vprašanje, ki si ga vsi zastavljamo. Ali je izginotje Melisse povezano z drugimi pogrešanimi znanstveniki? Težko je reči ne, ker obstajajo podobnosti. Mislim, da je že sama zvezna država Nova Mehika velika skupna točka tukaj. In dejstvo, da je, bil še en zaposleni, ki je izginil. Bil je upokojen iz Los Alamosa, a je izginil. Melissa je pogrešana, general Neil McCaslin. Imel je povezave z ministrstvom za obrambo, seveda, tam je delal. Izginil je v Novi Mehiki, lahko bi nadaljevala. Samo težko mi je tukaj, ker sem prejšnji teden slišala od državne policije Nove Mehike in to se nanaša na McCaslina. To je bilo, slišala sem v petek. Rekli so mi, da trenutno ni ničesar, kar bi podpiralo povezavo generala McCaslina z nobenim drugim pogrešanim znanstvenikom. In sem si rekla, zdi se mi, da ste zelo prepričani glede tega. Ste govorili z drugimi agencijami? Veste, kaj se dogaja? In vprašala sem posebej, ste govorili z agencijami v Los Angelesu, Los Alamosu? Veste, vse, kar so odgovorili, je bilo, da govorili smo z drugimi agencijami. In trenutno ne vidimo nobenih povezav. Trenutno ne vem, ampak preprosto nočejo se spuščati v to. Družinski odvetnik David Adams ima nekoliko drugačen pogled. Moje mnenje sprva, preden sem bil vpleten in videl, da je vpletenih toliko ljudi, na seznamu znanstvenikov po državi ali ljudi, ki so delali v laboratorijih, se je zdelo, da obstaja močna povezava s tem. Veliko ljudi je izginilo in to ima velik vpliv na ta primer, ker je delala za nacionalne laboratorije. Ampak potem, ko sem se bolj poglobil in izvedel več, ne sumim, da je to del kakšne večje zarote. Povedal bom, da je bilo na lokalni ravni kar nekaj klicev, ki so namigovali na neko lokalno zaroto na vladni strani. In ko rečem zarota, mislim na posameznike, ki so klicali in trdili, da so bili ljudje v določenih situacijah podkupljeni in ne verjamem ničemur, dokler tega ne vidiš in tega ne moreš sam potrditi. Ampak nekateri od teh klicev so nas pripeljali do dodatnih raziskovalnih sledi, če lahko tako rečem, kar zadeva preiskave, ki smo jih opravili. To bi me spodbudilo, da bi se zelo poglobil v nekatere od teh lokalnih zarot, ki so bile predlagane. Naše upanje je seveda, da organi pregona res govorijo s temi posamezniki, da bomo imeli jasno razumevanje, ali so informacije, ki jih lahko zagotovijo, točne ali ne. Skratka, ali bi tu lahko šlo za večjo zaroto?
Mogoče. Če tovarniško ponastavljeni mobilni telefoni in predpisana zdravila ne namigujejo na nekaj sumljivega, pa je lokacija ostankov Melise res sprožila teorije zarote. 28. maja pohodnik, ki hodi skozi odmaknjen del narodnega gozda Carson, naleti na šokanten prizor. Ob območju McGaffey Ridge pohodnik odkrije človeške ostanke, poleg njih pa pištolo. Poleg tega to območje ni zelo obiskano. Pravzaprav je popolnoma izven uhojenih poti. Tega pohodnika, ki jo je našel, sem vprašala, ali je to točno to območje, te koordinate? Je tam veliko ljudi? Ne, je zelo odročno. Ob tem, ko to izgovorim, me je kar zmrazilo. Zelo samotno, saj je narodni gozd Carson ogromen, ima več milijonov akrov. Mislim, da sem videla, ali pa ko sem raziskovala, sem zasledila, da je ta narodni gozd 2 ali 3-krat večji od zvezne države Rhode Island. In točno to območje, kjer so jo našli, je odročno. Naj tako povem. Do tega območja lahko dostopate po cesti 518, kjer so Meliso nazadnje videli hoditi. Torej, do tega območja lahko pridete na ta način, ampak spet, morate iti kar daleč. Ni tik ob avtocesti, nikakor ne, res nikakor. Tako da res je zmedeno. In kraj, kjer so našli ostanke Melise, ni bil kar nek naključen narodni gozd. Pravzaprav je bilo to na zveznemu ozemlju. Ko so našli njeno telo in ugotovili, kako odmaknjena je bila in kako bi tisti, ki so šli tja gor, verjetno rekli. Bilo bi skoraj nemogoče priti tja gor brez pomoči ali brez vode ali hrane, ki bi ti pomagali priti do tja zaradi tako zahtevnega in odmaknjenega terena. In potem, da je ta teren na koncu izkazal za zvezno ozemlje, veš, je tudi samo po sebi nekaj posebnega. 30. maja je državna policija Nove Mehike objavila sporočilo za javnost, v katerem piše, citiram: Sodelovanjem z uradom medicinskega preiskovalca, OMI, je bila oseba pozitivno identificirana kot pogrešana oseba Melisa Casillas. Vzrok in način smrti še nista bila določena. Posmrtni ostanki bodo podvrženi nadaljnjemu antropološkemu pregledu pri OMI. Ampak tukaj se stvari ponovno zapletajo. 1. junija je Melisina družina izdala naslednjo izjavo. V njej piše, citiram: Potrjujemo, da so posmrtni ostanki najdeni v Rio Chiquitu, Melisini. Več informacij bo še sledilo. Vendar vam lahko zdaj povemo, da so jo našli na območju, ki so ga že prej preiskali. To je težko sprejeti. Naša srca so težka in popolnoma smo odločeni, da bomo še naprej iskali odgovore in pravico. In to je res velik preobrat. Ostanke Melise je odkril naključni pohodnik na območju, ki so ga že prej preiskali. Približno v istem času se je Melisina družina obrnila na Davida Adamsa za pomoč. Načela me je materina stran družine, veste, starši Melise in njena sestra. Preiskoval sem že veliko prejšnjih primerov umorov, še posebej primere pogrešanih in umorjenih avtohtonih žensk v preteklosti. In sem bivši zvezni tožilec, ki se je v svoji prejšnji službi osredotočal predvsem na kazniva dejanja zoper ženske. Zato pogosto predavam na konferencah po vsej državi. In v enem primeru je bil na konferenci preiskovalec, ki me je povezal z družino. In hitro sem ugotovil, da lahko, glede na stvari, ki sem jih videl v preiskavi, pomagam pri nadzoru nad njo in upam, da spodbudim pravi razvoj dogodkov, saj je bila preiskava še vedno aktivna. Junija so se zasebni preiskovalci vrnili na območje narodnega gozda Carson, kjer so našli ostanke Melise. Nihče pa ni mogel pričakovati, kaj so odkrili. Torej, zgodilo se je to, da so organi pregona po najdbi Melise stopili v stik z družino in jim posredovali koordinate kraja, kjer je bila najdena, ter povedali, da je kraj zločina obdelan in sproščen, ter da ni več ničesar za narediti. Tako se je družina skupaj z iskalno-reševalno ekipo Four Corners odpravila na območje, da bi si ogledali, kje je bila Melisa nazadnje, ne da bi zares pričakovali, da bodo kaj našli. In mislim, da so bili vsi precej presenečeni, ko so začeli najdevati stvari, vključno, veste, z kostmi. Seveda je pes vsaj nakazal, da bi lahko šlo za človeške kosti. Veste, glede na usposobljenost psa, vendar bo to določil antropolog. In sam papir, nekatere stvari, ki smo jih prepoznali kot možno biološko snov, kri v zemlji, njena oblačila, veste, ki so bila očitno tudi raztrgana. Nekateri deli oblačil so prav tako kazali znake morebitne krvi. Tudi vezalka tam zgoraj.
tudi ovitek je tam zgoraj. In zato mislim, da je vsaka stvar, ki bi lahko omogočila DNK analizo in jo povezala z nekom ali nečim, izjemno pomembna v takih primerih, ko sicer ni nobenih drugih dokazov. Tako je, kraj zločina ključen. No, precej zaskrbljujoče je, da teh dokazov ni našla državna policija Nove Mehike, še posebej zato, ker so našli dodatne kosti. Mislim, imeli so tudi pse tam. Družinski član mi je povedal, da so vohali kosti, kot da bi šlo za človeške ostanke. Torej, to je to. Bilo je tudi nekaj oblačil. Ta oblačila bodo testirali. Na oblačilih je bila očitno kri. Pravzaprav mislim, da tega nisem vključila v svojo zgodbo. Mislim, da je to tukaj nova informacija, ker sem se kasneje pogovarjala z družinskim članom. In ja, na oblačilih je bila kri. In poleg tega so bili v bližini raztrgani kosi papirja. In Melisina sestra, pisavo so primerjali z vzorci Melisine pisave od doma. Ali pa, mislim, da je njena nečakinja omenila, da je Melisa napisala nekaj voščilnic ali kaj podobnega. In so rekle, to izgleda kot Melisina pisava. Torej, iskalna ekipa je seveda zelo profesionalna. Dokaze so zapakirali, kot so morali, in jih predali odvetniku, ta pa jih je izročil državnim policistom Nove Mehike. Torej, menda oziroma domnevno bi morala reči. Policija zdaj vključuje te dokaze v svojo preiskavo skupaj z OMI, da bi ugotovili vzrok in način smrti. Ker, mislim, obe veva, da bi to moralo biti vključeno. Na kraju dogodka so preiskovalci našli domnevne dodatne koščke kosti, več pramenov las, nekaj kosov oblačil in skrivnostno raztrgane koščke papirja. Zelo sem radoveden, kako bodo forenzični antropologi in njihova odkritja iz OMI pripomogla k temu. Samo dejstvo, da je bilo v njeni bližini najdenega nekaj papirja, ki je bil ali strgan, raztrgan ali prerezan, kakorkoli že je bilo, in da je bil tako jasen še 11 mesecev po njenem izginotju. Glede na to, da je na tem območju toliko dežja in snega, se zdi zelo malo verjetno, da bi papir po tako dolgem času še vedno tako jasno prikazoval to pisavo. Tukaj sem postavila veliko vprašanj. Obrnila sem se tudi na odvetniško pisarno družine Casillas oziroma na odvetniško pisarno, ki jo uporabljajo. Mislim, da je to Parnell and Adams. In čakam na odgovor, ker želim vedeti, kako blizu je bilo to drevesu in koordinatam, torej kje so jo našli. Govorimo o jardih, čevljih, o čem govorimo? Mislim, veš, rada bi vedela, ali so bila oblačila razmetana naokoli. Samo imam veliko vprašanj o tem, kako je bilo vse to najdeno. Seveda si želim videti kri na oblačilih. Rada bi to dala našemu prijatelju, Joeju Scottu Morganu, ki lahko, veš, ugotovi možen vzorec, ampak še nisem dobila odgovora. Samo najdba vsega dodatnega dokaza, ki je bil najden teden dni potem, ko je bil kraj zločina zaprt. In potem, ko je bilo to območje temeljito preiskano, to zagotovo vzbuja dodatne sume. Ena stvar, ki sem jo vsaj jaz opazil, za katero pa ne morem zagotovo trditi, ker je nisem testiral, ampak veš, zdi se, da je tam zgoraj ostala nekak mošnjička za tobak, na primer. Različne vrste dlak, nisem strokovnjak, ampak zagotovo izgledajo kot različne vrste dlak, v nekaterih primerih celo kot živalska dlaka. In vse to, veš, vsaka najmanjša sled, ki jo najdeš na kraju zločina, je zelo koristna in je lahko ključni dokaz, ki kasneje identificira nekoga, ki bi lahko bil tam. Zato je izjemno pomembno, da se to forenzično analizira. Kako je mogoče, da so skrbni preiskovalci prvič spregledali vse te dokaze? Zato sem v ponedeljek stopila v stik z državno policijo Nove Mehike. In veste, predtem sem bila zelo navdušena nad hitrostjo njihovega odziva. Bili so hitri, sodelovali so z mano. Rekli so, veste, govorila sem s predstavnico za odnose z javnostmi in rekla je, pridobivam vse te odgovore za vas. In to je bilo približno pred enim tednom, ko sem prvič poročala o tem, da v njeni Lobani ni bilo izstrelkov. Ampak videla sem vse te informacije in si rekla, ne, moram zvedeti, zakaj so to spregledali. Ampak kot si rekla, mislim, mogoče niso mislili, da je pomembno, ampak ne vem kaj, veš, mogoče so bili in spet, to je samo ugibanje. Ne mislim, da organi pregona delujejo tako, ampak mogoče so videli prizorišče in rekli, samomor, samomor, samomor. Ni nam treba narediti nič več. Mislim, a ni tako?
Še posebej, ko je dolgo časa prevladovala zgodba, da je Melissa, kot pravijo, odšla sama. Zdi se mi, da je vse to mogoče policiji povedalo, da ni treba dodatno preiskovati. To nasplošno velja za organe pregona povsod. Veš, žal obstaja dolga zgodovina nepravilnega preiskovanja in pregona kaznivih dejanj zoper ženske. Večina te zgodovine je dokumentirana v zakonu o nasilju nad ženskami, predvsem glede nesorazmernih stopenj nasilja, pa tudi dejstva, da bo ena od 3 žensk povedala, da je bila v življenju zlorabljena. In potem moraš pomisliti še na podcenjevanje oziroma neprijavljanje teh primerov. Vse to nas opominja, da moramo biti bolj pozorni in bolj ozaveščeni o travmah, ko izvajamo veliko teh preiskav. In po mojih izkušnjah, če nekdo teh začetnih preiskav ne izvaja tako, kot bi jih moral na začetku, zagotovo ne boste videli rezultatov. Odličnih preiskav, ko gre za pogrešane in umorjene posameznike iz naših skupnosti, prav tako ne boste videli vrhunskih preiskav. In mislim, da je začetni vidik tega preprosto ta, da menim, da je v načinu, kako je bila preiskava izvedena, resnično primanjkovalo sočutja. In mislim, da se to odraža skozi celotno preiskavo. Sam sem prejel telefonske klice posameznikov, ki so povedali, da so pustili sporočila na telefonski liniji za informacije in upali na povratni klic. Ne nujno informacije, ki bi bile odločilni dokaz, ampak zagotovo informacije, ki bi bile dragocene za izvedbo celovite preiskave v primeru, ki je odmeval po vsej državi. Ko je šlo za nekoga, ki je izginil in je delal v nekaterih zvezdnih laboratorijih, in zato je zagotovo pričakovanje, da bi bilo to treba opraviti z veliko več strokovnosti, ko gre za kaznivo plat tega primera. Ampak kljub temu, glede na dejstvo, da je delala na področju, ki je bilo že večkrat v središču nacionalne pozornosti, bi vsekakor želeli temu posvetiti posebno pozornost. In iskreno, glede na to, da so jo našli na zvezdnem ozemlju in da je imela to službo, bi pričakoval in upal, da bi bil FBI vključen vsaj v začetno preiskavo. Po mojih informacijah niso bili vključeni v obisk kraja, kjer so jo našli, in v tem primeru niso naredili prav veliko. In upal bi, da bi bili bolj vključeni glede na te dejavnike. Poleg teh novih dokazov naj bi prišlo tudi do onesnaženja kraja zločina s strani prvih posredovalcev. Na kraju je bila pomarančna lupina, kar je bilo očitno tudi začetno opozorilno znamenje. Kasneje smo izvedeli, da so organi pregona navedli, da je ta lupina prišla od nekoga iz njihove ekipe. Ker sem bil prej tožilec in sem pregledal veliko različnih prizorišč zločinov, si zagotovo ne želim, da bi prišlo do kakršnekoli kontaminacije na prizorišču zločina, kjer bi bilo kaj puščeno v bližini. Seveda si tega ne bi želeli. Moje upanje in pričakovanje, tako kot bi moralo biti tudi pričakovanje javnosti, je, da je prizorišče očiščeno vseh sledi, ki bi jih lahko pustili organi pregona, tako ne bo prišlo do nobenih težav. Tako lahko vsaj z gotovostjo rečemo, da bi organi pregona rekli, da je pomarančna lupina njihova. Dobra novica je, da so bili vsi ti novi podatki posredovani organom pregona in da je preiskava Melissine smrti še vedno odprta in poteka. Sprva je bil odziv organov pregona, da jih je to presenetilo, saj so mislili, da imajo 95% vseh ostankov gospe Melisse pri sebi. Zato je bilo presenetljivo, da so tam našli karkoli. Kolikor vem, je bilo na kraju zločina vsaj 7 ljudi iz ekipe organov pregona, ki so preiskovali ta primer. Mislim, da bi vsi to potrdili. Bili so izjemno utrujeni in izčrpani, ko so prispeli tja, predvsem zaradi samega terena, po katerem so morali priti. Zagotovo je zaskrbljujoče, da so bili nekoliko brezbrižni glede vseh predmetov, ki so jih našli tam zgoraj, kot da to ni bilo tako pomembno. In ko sem pregledoval primere, kjer so bile družine prikrajšane za možnost, da bi forenzično analizirale materiale najdene na prizorišču zločina, veste, kako lahko to zagotovo povzroči situacijo, kjer ni nepravičnosti, neodgovornosti. Preprosto nočeš videti nobenih napak. In tako, veste, kot jaz razumem, bi morala analiza potekati tako, da bodo nekateri izmed teh najdb posredovane uradu medicinskega preiskovalca in nekatere od teh najdb bodo ostale pri organih pregona, da bodo lahko opravili še eno analizo, večina pa jih je šla na OMI. Pravzaprav sem stopil v stik z odvetnikom OMI, da sem se prepričal, da je jasno razumljeno, da je bilo to najdeno in da bodo to vzeli kot dokaz. In to se je tudi zgodilo.
Prišli so in zbrali vse dokaze ter v pisarni posneli slike teh dokazov. Tega sama nisem potrdila pri Omi, ampak po besedah odvetniške pisarne verjamejo, da gre vse to v isto shrambo za dokaze, za testiranje skupaj s pištolo, njenimi kostmi in podobno. Mislim, da bo forenzična analiza tega strelnega orožja prav tako pokazala, ali je bilo dolgo časa na prostem, ker bi bilo na orožju neke obrabe, morebitne erije, če bi tako dolgo ležalo zunaj v takšnih pogojih. Opraviti je treba tudi testiranje krvi. In to se navezuje na poročila, o katerih smo prej govorili, da sta bila Melisa in njen mož pogosta lovca. Po Laurenini besedah bi lahko Markovi lovski škornji bili nov dokaz. In začela sem pregledovati policijsko poročilo in vidim, da so policisti zasegli njegove maskirne škornje, na katerih je bila kri. Ampak oni so lovci, to je lovska družina. Tako da veste, rezultatov te krvi sploh še nismo videli, ampak sem pripravljena staviti, da je verjetno živalska kri, ampak nikoli ne veš. Naslednje vprašanje pa je časovni okvir. Še vedno čakamo na rezultate obdukcije ter vzrok in način Melisine smrti. Ali obstaja kakšen namig, kdaj bi te informacije lahko bile objavljene? In to je ena stvar, ki sem jo vprašala odvetniško pisarno. Preprosto sem vprašala, ali imate kakršenkoli časovni okvir glede rezultatov Omi. In ni rekel ničesar, ampak veste, ni tega izrecno povedal, vendar je nekako namignil, da bi lahko trajalo dlje, ker so policiji predali nove dokaze, ki jih morajo upoštevati pri tem postopku. Nimamo pojma o časovnem okviru. Glede na prejšnje izkušnje bi morali v naslednjih 30 dneh, upajmo, videti nekaj začetnih poročil in ugotovitev Omi in organov pregona. In čeprav so vse te nove informacije prišle na dan zaradi zasebnih preiskovalcev, ki jih je najela Melisina družina, je bilo tudi nekaj drame, v katero so bili vpleteni znani zasebni preiskovalci. 16. junija je sodnik 8. okrožnega sodišča odobril Marku Cassiasu začasno prepoved približevanja zasebnemu preiskovalcu Thomasu McNallyju. Po poročanju lokalnega časopisa Taos News je Mark trdil, da ga McNally in njegovo družino od aprila letos nadleguje z, citiram, stopnjujočo se kampanjo javnega nadlegovanja, obrekovanja in kazenskih groženj. Na zaslišanju prejšnji mesec je Mark sodniku povedal, citiram, vaša čast, da si boste lažje predstavljali, nisem več na družbenih omrežjih. Nadlegovanje in vse, kar se je dogajalo, je bilo preveč. Torej, nekaj teh stvari, ki prihajajo, mi pošiljajo posnetke zaslona. Ampak vsak dan dobivamo posnetke zaslona. Taos News poroča, da je McNally domnevno nadlegoval Marka na družbenih omrežjih in v sporočilih, ter trdil, da je Mark ubil svojo ženo. McNally naj bi prav tako stopil v stik z Markovim delodajalcem, objavil njegove finančne podatke in celo pozival javnost, naj spremlja Marka in Sierro z uporabo neizsledljivih mobilnih telefonov. Na McNallyjevi javni Facebook strani Emerald Eye Investigations and Consulting naj bi zapisal, citiram, nihče ni varen, Mark, priznaj svoje grehe. 16. junija je sodnik Emilio Chavez odobril začasno prepoved približevanja in dejal, citiram, domnevano vedenje ni osamljen primer, temveč predstavlja nadaljevanje vzorca ravnanja. Vključuje ponavljajoče se komunikacije, javne obtožbe, grožnje, zastraševanja in nezaželen stik usmerjen proti Marku Cassiasu in njegovi družini. Tako je Mark Cassias dobil začasno prepoved približevanja, ki mu jo je odobril sodnik iz Nove Mehike proti Thomasu McNallyju zaradi. Mislim, da je šlo predvsem za spletno nadlegovanje, saj po tem, kar sem videla. To zasebno preiskovalko je najela Melisina družina, njena mama, njena sestra in njena nečakinja. Mimogrede, zdaj ne sodelujejo več skupaj. Dejansko se je zasebni preiskovalec odločil, da preprosto ne more nadaljevati preiskave, kot je bila takrat. Ampak ja, obtoževal je Marka Cassiasa za veliko stvari. Na svoji Facebook strani je objavljal veliko informacij. Mark Cassias je povedal, da mu je grozil, prav tako pa tudi njegovim hčeram iz prejšnjega zakona, grozil jim je s smrtjo. Ko mu je Mark poslal zahtevo za prenehanje in opustitev, je očitno šel na splet in vse skupaj še nekoliko zaostril. In ko je prišel čas za to virtualno obravnavo o morebitnem začasnem prepovednem nalogu, se McNally ni pojavil. Zdaj pravi, da zato, ker mu ni bilo pravilno vročeno ali pa tega sploh ni prejel, ampak mislim, da je sodnik to videl in si rekel, veš kaj, to bom odobril vsaj do septembra. Ampak veš, McNallyju ni bilo nujno prepovedano govoriti o primeru. Prepovedano mu je bilo le,
kazati s prstom na Marka. Ampak ni treba posebej poudarjati, mislim, da ne bo več delal na tem. Preiskava izginotja in smrti Melise še vedno poteka in še vedno nimamo veliko odgovorov. Toda za tiste, ki so primeru najbližje, so še vedno stvari, ki se preprosto ne ujemajo. Imejte v misli, da so ostanke Melise našli 28. Do 30. so s pomočjo zobozdravstvenih kartotek potrdili, da je to ona. In šele prvi so opravili prvi pregled njene lobanje in ugotovili, da ni bilo nobenih izstrelkov. Torej sem predvidevala, da so mislili, da je odšla sama, kar pa mimogrede jaz ne mislim, da je. Jaz ne mislim, da je. S tem v mislih, povem vam, in ker je bila pištola blizu, so morda samo rekli, veste, to zgleda kot samomor. No, iz več razlogov ne mislim, da je odšla sama. Jaz osebno, glede na vse, kar sem videl, vsekakor sumim, da je v tem primeru šlo za kaznivo dejanje. Mislim, da glede na naravo tega, glede na Meliso samo, dan preden je izginila, je bila njena 20. obletnica. 3 dni prej je bila maturantska slovesnost njene hčerke. In glede na to, kako so jo poznali njena družina in skupnost, to nikoli ne bi bilo del njenega življenja, da bi izginila ali razmišljala o samomoru. Tako so bili te začetni opozorilni znaki seveda zelo resni. Kako je pustila telefon za sabo in kako sta bila oba telefona popolnoma izbrisana, je bilo prav tako sumljivo. Ni vzela nobenih zdravil s seboj ali česarkoli podobnega, kamorkoli je že takrat šla. Vsi ti opozorilni znaki so bili prisotni že na začetku. Pravzaprav bi teorija, da je Melisa pobegnila, da bi si vzela življenje, lahko že od začetka zamegila presojo preiskovalcev. Gibanja, da bi lahko šlo za samomor, so po mojem mnenju nekaj, kar večina ljudi običajno počne v okoliščinah, kjer ni bilo veliko narejenega, da bi ugotovili, ali je šlo za kaznivo dejanje ali ne. Zato sem nikoli ne bi priporočil, da je v primeru najdbe trupla brez prič samomor prva ugotovitev. Ni me preveč presenetilo, da je CT slikanje, o katerem lahko v tem trenutku le ugibam, saj tega poročila nisem videl, tako da ne morem z gotovostjo trditi, če je temu res tako, vendar so bili očitno objavljeni nekateri izsledki, ki kažejo, da ni nobenih znakov strelne rane v glavo. In vse to zame pomeni le to, da bi morali v izsledkih OMI pričakovati drugačen vzrok smrti. Ko začnem pregledovati to policijsko poročilo, resnično verjamem, da bi lahko bilo na začetku nekoliko več nujnosti. Če bi družinski člani, najbližji družinski člani, kot je Melisin mož, morda dali malo večji poudarek na to, naj poiščejo njegovo ženo, pogrešana je. Ne pa da mislite, da je šla sama od sebe nekam. Mislim, da je to, veste, in tudi če tako mislite, je to v redu. Imate svoje razloge, to je v redu. Ampak jaz, če sem v organih pregona, bi želela raziskati še globje. Želim vedeti, zakaj. Veste, kaj mislim? Želim poznati prav vsako možnost v tem primeru. Želim raziskati vse. Medtem pa tisti, ki so družini najbližje, pravijo, da doživljajo val čustev z vsakim dnem, ki mine. Mislim, da začenjajo povsem novo poglavje žalovanja, zdaj, ko so jo našli. To jim je vzelo še zadnje upanje, ki so ga imeli, da bi morda bila tam zunaj živa in da bi se nekega dne vrnila domov. Zdaj mislim, da se je žalost spremenila v iskanje odgovornosti in pravice, ker verjamejo, da je bilo v tem primeru veliko opozorilnih znakov. Nestrpno čakajo na nekakšen zaključek, kar zadeva forenziko v tem primeru, da bi lahko resnično začeli okrevati. Zavedajoč se, da če je v to vpleten kdo in je šlo za umor, da bo ta oseba privedena pred roko pravice v tem primeru. In mislim, da jim bo to resnično odprlo vrata, da začnejo proces okrevanja. Sicer pa je bilo to za družino izjemno čustveno izčrpavajoče obdobje. Mislim, da so res zelo previdni glede vsega. Mislim, da so zmedeni. In kot sem omenila, so bili zelo frustrirani in žalostni, ker so morali Meliso braniti pred tem. Gre za obtožbe, da je odšla sama, vendar poznajo njen značaj in vedo, da tega ne bi naredila. Tako da mislim, da sploh niso imeli časa žalovati. Moram reči, da so našli Melisino truplo s pištolo v bližini, kjer vsakomur, ki morda ne razmišlja v povezavi z Los Alamosom ali čem drugem, misli takoj uidejo k samomoru. In to je za družino uničujoče, ker vejo, da ona tega ne bi naredila.
Vejo, da tega ne bi naredila. Vejo, da je v tej zgodbi še več. Zato si res želim, zaradi njih, da bi lahko dobili odgovore, da bi lahko imeli pravi čas za žalovanje. Ker je preiskava še vedno odprta in poteka, je telefonska linija za namige še vedno odprta in čaka na nove sledi. Na to je bila seveda vzpostavljena telefonska linija za namige in skupnost je pošiljala veliko informacij. In v zvezi s tem je veliko stvari, ki jih je treba pregledati. In zagotovo, ko se zgodi takšen primer, se pojavijo številne teorije zarote in lahko pride tudi do informacij, ki sploh niso pomembne ali koristne. Vendar je bilo veliko ljudi, ki so se oglasili in podali informacije, ki nakazujejo, da to ni bilo njeno dejanje. In z vsakim od teh ljudi bi morali govoriti in jih preveriti, ter pogledati, ali obstajajo kakršnikoli konkretni dokazi, ki bi podprli karkoli od tega, o čemer so ugibali. Po mojem mnenju, za take primere običajno obstaja kontrolni seznam, ki bi ga morali preveriti do zadnje podrobnosti. Da se prepričate, da ste pokrili vse možne odprte konce ali posredne dokaze, ki bi lahko pripomogli k zaključku preiskave. In glede na informacije, ki sem jih videl in slišal, so zagotovo posamezniki, s katerimi bi se pogovoril in poskušal dobiti odgovore. Da pojasnim nekatere stvari, ki so jih omenili ljudje, ki so poklicali na telefonsko linijo za namige. Če imate kakršnekoli informacije o izginotju ali smrti Melisse Casillas, se obrnite na Državno policijo Nove Mehike. Toda za nekatere, kot je Lauren Conlon, je jasno, da je tukaj v igri še nekaj več. Kdorkoli, če je bil še kdo drug vpleten in verjamem, da je bil, je vedel, kaj počne. O tem moraš razmisliti. Ali pa, če je imel kdo nadzor nad Melisso, ker se spomni, imela je 2 telefona. Oba sta bila ponastavljena na tovarniške nastavitve. Spet moram ugibati, da jo je nekdo prisilil v to. Nekdo ji je naročil ali jo usmeril naj to stori. In tukaj nas današnji škandal pusti s skrivnostjo smrti in izginotja Melisse Casillas nič več kot to. Popolna in totalna skrivnost. Če vam je bilo všeč, kar ste videli in želite videti več ali se povezati z mano na družbenih omrežjih, me lahko najdete na omrežjih kot je Instagram pod imenom Sierra Gillespie. Hvala, ker ste si ogledali današnjo epizodo Škandala. Kot vedno sem vaša gostiteljica, Sierra Gillespie, in se vidimo naslednjič.